Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav s Fazanerije, kjer čakamo na prvonedeljsko tekmo tega kroga slovenskega državnega prvenstva. Mura gosti Koper, kluba v povsem drugačnem razpoloženju, gostje na drugem mestu v boju za Evropo, Mura na 8. v boju za obstanek. Hitro bomo skočili na pare tega kroga, videli seveda, kaj se je že zgodilo in kaj nas še čaka. Včeraj je Olimpija nadigrala Primorje, Bravo je presenetil Celjane, danes pa torej še dva obračuna, najprej tale v Murski Soboti med Muro in Koprom, potem pa še v Domžalah obračun Kalcer, Radomel in pa Maribora. Egve in Rose sta tista, ki se bosta, kot kaže, veliko borila ob teh visokih podajah. Mura je v napadu, Komljenović je v kazenskem prostoru. Komljenović do strela, kakšna parada Jurkarja. Pa zdaj dobro Matondo, Josip Iličić ima žogo, dobro je poiskal Matonda. Še enkrat Iličić, Iličić gol! Kako je tu sedla žoga Josipu Iličiću, 25. minuta, 10. zadetek za Jojota v tej sezoni v prvi ligi Telemach, Koper pa vodi z 1-0. Ja, dejal je Darjan Slavic, da je Mura prejemala hitre gole v zadnjem obdobju, kar nekaj mojstrovin tu na Fazaneriji nasprotnikov. Nuhanović za Bravo, pa potem tudi Karničnik na tisti tekmi, ko so Celjani potrdili naslov, zdaj pa še Josip Iličić, krasno je zavrtinčil žogo, samo pospremil je lahko s pogledom Fermišek, ampak slednji je uspel izsiliti prekršek. Kouter proti Korošcu, krasna podaja, Korošec, Jurkar je na tleh in to je gol, kot kaže. Takoj se sicer gostje pritožujejo, da je tu šlo za prekršek nad vratarjem Jurkarjem. Hitro se lahko pripeti tudi kakšen zlom kosti, ko je vratar takole pri žogi, ampak videli bomo v ponovljenem posnetku, če je Jurkar žogo imel pod nadzorom. Glavni sodnik je takoj pokazal proti sredini in nakazal, da imamo seveda VAR. Tu ofsajda ni bilo. Šmajc zadetek priznal. Tule vidimo, kako je zgrešil žogo Korošec in potem zdrsel v vratarja, ki mu je bilo onemogočeno posredovanje. Razveljavljen zadetek, torej nič ni z golom Rovza. Kot za Koper, izvedel ga bo Josip Iličić. Iličić, nevarna podaja proti bližnji vratnici, dobro se je ponudil Damjanović, ki pa je slabo streljal z glavo. Po nekaj dobrih predstavah, tudi dveh takrat res dobrih rezultatih. Sana v kazenski prostor, Rose prenizek. Do žoge Komljenović, Komljenović do strela. Drugič danes je bil nevaren Saša Komljenović. Iličić, dobra podaja, Mittendorfer pa z glavo čez gol. Nino Kouter pa je tisti, ki bo podal pred gol. Kouter, dobra podaja je bila to. Ni bilo igre z roko na koncu, kot kaže Šmajc. Longonda tam kar precej nerodno. Rose ni dobil skoka, proleta nazaj v kazenski prostor, Rose in Boben, pa nevaren strel in žoga znova v kotu. Dvomestnega števila golov v tej sezoni pri Kopru. Trojica Jojo, Rimac, Roedl potrebuje še en zadetek, da se izenači s trojico Kovačević, Josifov in Svicešlar. Roedl, Rimac, Rimac preigrava, Rimac, še enkrat Rimac. Oglasil se je Šmajc, tam je bil na pravem mestu Fermišek. Kazenski prostor.
Zdaj, ko ni več v igri Josipa Iličiča, bo Omladič izvedel prekinitev. Dobro je zavrtinčil žogo, Omladič še enkrat dostrela z glavo. Damjanovič ven. Kasalo, Antolin. Kasalo v kazenski prostor, odbil je Negoe. Trdin do strela, to ni bilo slabo, ampak žoga mimo gola, bil je na žogi tudi Jurhar. Še ena žoga v napad, Kasalo, iz ozadja Petrovič, Kasalo prodira, dobro Kasalo, Kasalo do strela, naravnost v Jurharja, tu storil prekršek v napadu. Antolin, Trdin. Visoka podaja na Rovza, ki je dobil skok in se še bori. Agbevor. Boben. Korošec. Pa nevaren strel znova z roba kazenskega prostora. Kasalo tokrat čez gol. Nik, zelo pomembna zmaga za Koper, zdaj ste v bistvu samo še točko od tega, da sami odločate o svoji usodi, da potrdite Evropo, lahko se seveda razplete že karkoli prej, ampak greva najprej na tekmo, zahtevna tekma v zahtevnih razmerah. Vi ste vstopili v drugem delu, kako ste morda videli prvi polčas sklopi, pa potem nadaljevanje, ko ste igrali? Ja, prvi polčas, začetek so dominirali domači igralci. Nekako na srečo nismo prejeli tega zadetka in ja, potem ste videli to potezo Iličiča, ki je pač na koncu odločala v celi tekmi, tako da mislim, da smo zasluženo zmagali in ja, prišli smo sem po 3 točke in to smo tudi dosegli. Neka zrelost se potrjuje pri ekipi, ko dobi takšno tekmo, ko tudi nasprotnik ima svoje priložnosti, pa ohrani mrežo nedotaknjeno. Vi ste že v tej sezoni nanizali nekaj takšnih zahtevnih zmag, tako da to samo najverjetneje dodaja samozavesti. Ja, res je, čeprav trener nas zahteva, doskrat zmagamo, pa nismo boljši nasprotnik in nekako ni zadovoljen z nami, ampak danes mislim, da ne bo temu tako in da bo zadovoljen s temi 3 točkami in ja, to je to. Zoran, pred tekmo ste dejali, da bo obračun zahteven, razmere so seveda dodale svoje, so pa svoje dodali tudi nogometaši Mure. Na koncu so vas dobro pritisnili, tudi sicer že samo tekmo so kazali neko željo, tako da najverjetneje je kar zahteven obračun. Zelo težka tekma, ko so se pogovarjali pred tekmo, vedeli smo, na kakšen način bojo igrali, prvi polčas bili zelo slabi na teh nekih drugih žogah, posledično smo mogli veliko teči nazaj, ampak drugi polčas smo vseeno malo to korigirali. Je pa res, da veliko igralcev naših je imelo kar nekaj težav, tako da smo na nek, jaz rad rečem, na nek karakter zmagali to tekmo. Na karakter pa tudi na individualno kvaliteto ne moreva mimo poteze Josipa Iličiča v slogu Lea Mesija, lahko rečeva tale zaključek. Videlo se je, da je naredil točno to, kar je želel narediti. Ja, že na treningu to velikokrat naredi čarovnik, tako kot ste rekli. Hvala Bogu, da ga imamo. Naš ozornik na igrišču, izven igrišča, tako da upam, da bo čim dalje igral. Samo še točko ste od tega, da v teoriji potrdite Evropo, tako da ste zares blizu tistega cilja, ki ste si ga zastavili. Koliko boste vi zdaj kot trener morda nekoliko bolj sproščeni pred zaključkom sezone, ker je cilj skoraj da že tukaj? Rad bi vas spomnil, da Koper, preden sem prišel, so rabili, če se ne motim, v 7 kolih 1 točko in je niso osvojili, so igrali kvalifikacije. Tako da zopet treba to potrditi in ko moraš nekaj, ni lahko, ampak mislim, da je to en dodatni razlog, da pridejo naši navijači čim večjem številu, kajti z 1 točko res potrdimo naš cilj in mislim, da to ni mala stvar. Kaj reči po takšni tekmi, Luka? Veliko ste vložili energije, imeli priložnosti, na koncu pritiskali, ostali pa ste zdaj brez točk, 4. poraz v nizu zagotovo. Pa je ta najbolj boleč od vseh, ki ste jih zdaj doživeli v teh zadnjih tednih? Kakor ste rekli, ta je po moje najbolj boleč, ker danes mislim iskreno, da si nismo zaslužili
zgubiti. Bil bi zdaj, da bi rekel, da bi lahko celo zmagali, ne bi nič bilo narobe, ampak ajde, vsaj remi, ampak nijam ok. Danes smo po dolgem času, po 2 slabih tekmah dobro zgledali in to treba preneti v nedeljo v Ajdovščino in tam vse rešiti. Morda neko vprašanje o tem, zakaj ste danes tako dobro delovali, kaj se je premaknilo v glavah, kaj je morda rekel trener, zakaj ste začutili morda danes pred tekmo, da pa bo drugače? Pa ne vem, zmenjali smo se, cel teden smo dobro res trenirali s fanti. Zadnji 2 tekmi res nista bile najboljše, tako da danes smo se zmenjali, da gremo čim boljš to tekmo in tudi publika nas je spodbujala celo tekmo in treba sam naprej zadnje 3 tekme odigrati, kakor je, pa probati na najboljše. Naslednja je tista ključna, ne, da se lahko potrdi praktično 8. mesto, tako da bo najbolj pomembno, da prenesete to današnjo dnevno formo v tisti obračun. Res je, treba to današnjo tekmo prenesti v nedeljo, tako da je usojen ta sezona, da v nedeljo rešujemo proti Ajdovščini, proti Primorju se opravičujem, tako da bomo videli. Darjan, po zadnjih tekmah smo nekako spraševali o nekem pomanjkanju energije, danes niti približno ne moreva govoriti o tem, najboljša predstava o tem slabem nizu rezultatov, lahko rečeva, tako da kaj reči po tekmi, razen tega, da obžalujete, da niste zadeli in prišli vse do točke? Najtežje je stopiti vedno po porazu trenerju ali pa komukoli, celo pa po takšni tekmi, ko si konec koncev bil na nekem visokih ritmih obratih, energično in nekaj si pokazal. Dal si Koper pod pritisk, si ustvaril neke priložnosti. Bili smo tu, jaz mislim, da najmanj točko si smo zaslužili, ampak spet smo nekje pri tem, kaj povedati. Redko sem fantov v slačilnici, vedno, ko je taki odnos, se pride, se pogleda v oči, nasprotnik je bil na zadnjih 10 minut na kolenih, imel je krče, imel vse razen rezultata, ki pa je na koncu najbolj odločilen, je danes bilo na nivoju. Ja, rekli ste pred tekmo, da želite čisto mrežo in pa da predvsem ne želite, da spet pride do nekega Eurogola, pa se je potem zgodilo točno to pa je, ko ima nasprotnik v kadru Josipa Iličića. Videl sem, da ste po tekmi tudi izmenjali nekaj besed. Jasno je. Mogoče če bi kdo bil drug, bi še si pomislil človek, da želi centrirati, ampak pri njemu je jasno, da je to individualna kvaliteta, ki jo nesporno ima, to vemo vsi. Mi pa mislim, da smo imeli lepše priložnosti, lepše situacije, tu pa nas malo ta neizkušenost še tepe. Imeli smo kar nekaj situacij takih skozi prvenstvo, zdaj pa vse narediti, da bo to nedeljo se vrnilo. Samo o tem še vprašanje, ključna tekma zdaj v bistvu proti Primorju, kako prenesti to, pa lahko rečeva kar samozavest iz današnje igre, pa ne dopustiti, da bi te predvsem mlajše fante dotolkel ta današnji poraz. Mislim, da bo to največji izziv ta teden, normalno, da imajo v glavah, vejo, da so dali vse od sebe, niso bili nagrajeni in na tem se bomo najbolj ukvarjali, da pa držimo to dinamiko, ta ritem in pa nesporno tudi odnos, spet, da smo agresivni. Mislim, da nas to krasi, iz tega, ko smo bili, se nam je vedno smo dobili en pozitiven rezultat in maksimalno bomo delali vse do nedelje, da zaključimo to zgodbo. Darjan, hvala.